Ok, zdaj pa gremo domov na cuk, pa čakaj, kako se reče, cuk pa domov, ne? Ok, malo nenavadno, z otoka Kaprija, do Maribora, z vlakom, wow, ki si še vse to vidi, ne? Ampak pač tako je nanesla, ne? Sestra poklicala, če prijem na morje, pol me je svak sem prepela, nisem svojim avtom, 5 ur malo drugače je do Šibenika, še ni več. In zdaj pa je situacija taka, da pač ona dva tu ostanete, jaz pa idem domov, ne, zdaj pa kako bom šel domov, jaz cugam, ne, oziroma z vlakom. Tako da ja, malo bo zdaj zanimivo, malo bo napeto, 20, koliko je ura? 19:50 je zdaj. Ob 20 pa 30 minut imam ladjo, ob 21 pa 40 prije ta ladja v Šibenik, potem imam pa 20 minut časa, da prijem do vlaka. Ne, ampak zdaj tam nekaj gradijo in pol moram iti vse okoli. Tako da običajno je bilo tam 5 minut, zdaj pa ne vemo. Jaz upam, da priša, ne. Vas bom obveščal v tem videu, če bo šlo. No, potem pa pol ure vožnje do Perkoviča, od 22 pa 38, to pomeni 8 minut kasneje, pa potem vlak do Zagreba. Zdaj, če bo to uspela, super, fantastično. Ko enkrat Perkoviča na vlaku do Zagreb, te vem, te sem že skoraj doma, ne. Ni problema. Ampak bo šlo na knap, ne. Zdaj pa poglejmo, ne, kako bo to vse skupaj izgledalo. Ok, najprej ladja. Evo, ladja prišla, tako da gremo na prvi del potovanja proti Mariboru iz otoka Kaprije. Tu še enkrat pogled na Kaprije. Vse tako lepo, vse tako mirno, čudovito je bilo. Zdaj pa gremo na cuk pa domov. Ura 21:40, prispel Šibenik, zdaj pa race against the time, to pomeni. Tam, tukaj naprej ravno je železniška postaja, ampak jaz moram iti vse tu okoli, pa potem tam gor in upam, da mi bo uspelo ujeti vlak, 20 minut imam časa, da prijem do železniške postaje. Let's do it. Ni nam lahko. Ja, kar konkretne štenge. Ampak okej. Gremo. Smo še v liniji. Še 12 minut do vlaka. Ja, železniška postaja, ni vlaka. To snadi. Ampak na srečo nas bo zdaj avtobus zapeljal dan. Okej. So zrihtali. Gremo. Z avtobusom je zapeljalo, da bo nekaj zaplet. Ni zapletov, ni zabavno potovanje. To je pravilo številka 1 pri potovanju, da so vedno zapleti, pa vedno moraš nekaj improvizirati. Ja, to je to, ne? Zdaj pa smo namesto na vlaku, smo zdaj na avtobusa. Ampak upam, da bomo prišli. Imamo 38 minut časa. 38 minut časa, da prijemo do Perkoviča, ker potem oni glavni vlak odide, pa pol če oni odide, no, se bojo poskrbeli za nas. Evo. Vlak se čaka, prišče s avtobusom. Zaenkrat je pa plano in to pomeni, da smo na poti do Zagreba. In wow, celo tako je že vagon za kope, nisem pričakoval. Okej, grej. Ne, to ni slabo. To pa je, zdaj bil pa dvig, ja. Sreče za tem. Zdaj pa gremo gor, ne?
super, fantastična, prišla do številke 96. Ko v Kitajski, tako smo se v Kitajski peljala z Davidom, evo, ista postelje, ne? In to je to, več o tem, mislim, gledajte, fajn je, da se lahko vleže človek pa spi, ne, tako da, to je to. V bistvu sem ponovno presenečen, ne, imam tu taki lepi restaurant, ne, zjutraj fajn za kava, gledaj, fantastično. Presenečen pa zaradi tega, ker sem pričakoval, da bo on kot neki pendolino, ko sem prav na internetu, ampak ni. Vlak ikona Kitajski. Z Davidom smo bila v istem vagonu, ko sem bila na Kitajski. Tako da, to je bila. Zdaj pa še moji sosedje. Postelja. Dobro jutra, ura je 5. Približujemo se Zagrebu. Noč je minila Košus. Spal sem kot top. Zanimiva, ja? Presenečen je na tem vlaku. Presenečen je pa je bilo, ker je, kako naj rečem, jaz sem pričakoval drugi vlak, tako neki pendolino ste tako pisala, ne? In wow, ne, kar spalnik, ne, super, ne, tako da tudi se lahko tam gleda. Tako da, ja, okej, zdaj prihajamo v Zagreb, pa gremo dalje, no in zmagamo proti Mariboru. Se vidimo. Evo, prišla v Zagreb, tu pa še vlakla Dunaj. Ja, zanimiva vožnja, kaj ne rečem, vožnja je pa zanimiva. Malo sem se naspal tudi vmes, tako da je bilo okej. Pa je drugi vlak zdaj, so nas z avtobusom zopet ponovno pripeljali, ker nekaj popravljajo. Tako da, ja, na vlaku za Maribor, gremo zdaj gor. Evo, zdaj pa prišla Slovenija lepa, tako da za konec tega videa še taki lepi pogled. Mislim, super, ne? Ta vagon je tak tihi, da je kar veselje. Mislim, super, ne? Kaj češ lepšega, ne? Sam kako pejo, ta vagon je v primerjavi s Hrvaškem tak tihi, da je kar veselje in fantastično, ne? Na koncu, zdaj, če črta potegnem, je bilo super. Ne vem, koliko leče nisem potoval z vlaki. Od Splita pa 33 let, ja, okej, in to je bila ideja. Da grem še enkrat, mislim, da grem preveriti, ker sem bil pri dilemi, kaj da grem za Flixbusom domov, sem se spomnil na vlak, tako da je bila to kar zanimiva odločitev. Tu fajn sem se naspal gor na tistem spalniku in pa zjutraj, ko sem se pa zbudil, pa je prišel celi vagon migrantov, ne moreš reči. Kar naenkrat jih je bilo, oni bi pejal, vse polno. Sem tam kavo dobil, pa še niso delali, tako to je zjutraj, tako da. Tako je češ. To je to, ja, zdaj pa po še final shot, ko pridem v Maribor, ne, še pri lokomotivi. In potovanje z vlakom, epsko, letošnjega leta se bo tako šlo. Evo, še zadnji vlak me je odložil in sem doma v Orehovi vasi. V glavnem, če rečem conclusion, super je bilo, pot je pomembnejša od cilja, kako se še temu reče, užival na poti, tako da fantastično. Cena pa tudi bila zelo nizka. Ok, hvala, ker ste bili z mano, se vidimo v kakem drugem videu.